pozornost na tiste točke, ki se nam zdijo ključne. In bi šel kar po vrsti. Prvič, vsi veste in s tem se strinja. Ugasnite zvočnik. Ja. Mikrofon. Približno 85% Slovencev, ki so bili kontaktirani, trdi, da seveda je treba čim prej zamenjati volilni sistem. Mi smo najprej poskušali s strankami v zadnjih 2 letih doseči dogovor, skupno delovno skupino. Pokazalo se je, da politične stranke za to nimajo časa. Niso ga imeli takrat, pa naslednje leto, pa zdaj ga nimajo, pa pravijo, se bomo po volitvah pogovarjali. Trdno sem prepričan, da po volitvah ali bo kaj druga prišlo vmes, ali ne bo hrane, ali bo koga osa pičla. Skratka, stranke ne bodo nikoli imele časa in jih bo treba na nek način v ta razgovor pripeljati oziroma prisiliti. Mi smo zato naredili predlog novega zakona in poskušali na tistih točkah, kjer je naš sedanji sistem najbolj nedemokratičen, se približati najboljšim rešitvam, ki smo jih našli v posameznih državah. Najprej vprašanje udeležbe neposredne državljanov, volivcev pri oblikovanju volilnih kandidatov, da tako rečem, pri oblikovanju kandidatnih list in pri volitvah. Ustava nam pravi, da naj bi imeli volivci odločujoč vpliv. Danes vemo, da pravzaprav je civilna družba iz tega sistema v celoti izločena in reducirana na to, da prideš na volišče, oddaš svoj glas in potem te spet noben ne pozna naslednja 4 leta. Ko smo iskali ustrezno rešitev, smo ugotovili, da ta rešitev je, da v sistem vgradimo nek podsistem, v katerem potekajo neposredne volitve. To ima Nemčija, to ima Nova Zelandija, to ima Islandija in tako dalje. Mi smo se odločili in predlagali, da bi volili neposredno polovico poslancev, da bi dali enake možnosti za postavljanje, določanje kandidatov političnim strankam in državljanom. Predlog naš je, to je diskutabilno, da je treba za kandidata zbrati, gre za enega kandidata v enem okraju 150 podpisov. Imamo pripombe, da je to zelo koristno delo, to kontaktiranje z ljudmi in da dvignimo številko na 250, 300, 500 in tako dalje. Skratka, to je stvar kasnejših usklajevanj. In seveda, da tisti človek, ki bo tam izvoljen v dvokrožnem sistemu, je izvoljen in postane neke vrste ljudski poslanec tistega volilnega okraja. To je prvi sklop. Drugi sklop naših velikih intervencij se nanaša na vprašanje odgovornosti. Mi smo bili tu ne samo teoretično prepričani, da imamo slabo opredeljena ta določila, mi smo bili tudi pod silovitim pritiskom, bi rekel, sedanjega dogajanja v zadnjem sklicu Državnega zbora. Mi tako na nek način nediscipliniranega, na nek način nemoralnega Državnega zbora, kot smo ga zdaj imeli 4 leta, v svoji zgodovini samostojne Slovenije nismo imeli. Ta Državni zbor je sam kršil številne zadeve, kršil je ustavna določila oziroma določila Ustavnega sodišča, kršil je zakon. Naprimer, on je dolžan od vseh poslancev zahtevati, da kadar se ukvarjajo z neko dejavnostjo, ki je nezdružljiva s poslanskim mandatom, da tega človeka vprašajo, kaj boš zdaj, odloči se. Boš poslanec ali boš še naprej delal tisto drugo.
Imamo primer, ko imamo 4 leta poslanca, ki ni hotel opustiti dejavnosti, ki je nezdružljiva s poslansko funkcijo. To pravi, državni zbor krši svoje lastne zakone. Zato smo na tem področju res usedli, poskušali najprej definirati, katere so te dejavnosti, ki so nezdružljive, potem smo poskušali definirati, kaj tudi v pozitivnem smislu, kako prezentira poslanec svoje volivce in svojo državo. Potem smo opredelili, uporabili smo angleški predlog za možnost zamrznitve mandata ali suspenza in šli še korak naprej, da kadar prihaja do večjih kršitev, da ne gre samo za zamrznitev pa odvzem imunitete, ampak da obstoji tudi možnost odpoklica poslanca. In če državni zbor ne uporabi teh odločitev, ko bi jih moral, da v bistvu on ne deluje zakonito, smo šli do predloga možnosti odpoklica državnega zbora, s tem seveda, da smo na celi tej verigi stopnjevanja poskušali določiti vse tisto, kar je treba, da ne bi prišlo do zlorab. Ne more zdaj, kar rečemo koalicija poskusiti sprožiti odpoklice opozicijskih poslancev ali obratno, ne more se kar nekdo zmisliti, pa iz tega narediti cirkus in tako dalje. Stvari so razmeroma precizno narejene in mislim, da stojijo. Tretja zadeva, kjer smo se zelo temeljito usedli, je dejstvo, da imamo danes neko abstraktno delitev Slovenije na 8 volilnih enot, ki ne temelji na ničemer. Na nobeni geografski logiki, na nobeni gospodarski logiki, na nobenem, bi rekel, številu prebivalcev v posamezni enoti, in ko ima vsaka taka enota 11 volilnih okrajev, skupaj torej 88, so ti okraji tako različni po velikosti, da je to smešno. Za 270% se razlikuje največji od najmanjšega, kar pomeni, da potem še upoštevajoč sedanji sistem obračunanja rezultatov volitev, pridemo do situacije, da je nekdo, ki je v majhnem okraju dobil 800 glasov, pa je bil na drugem mestu svoje liste, dobi prednost pred nekom, ki je dobil 8000 glasov, pa je bil na 3. mestu v svoji enoti. Kar je nonsens. Mi smo šli tu drugače, štartali smo iz statističnih regij, tudi zato, ker imamo na te regije izračunane vse podatke, prebivalstvo, starost, zaposlenost, izobrazba, plače, zdravstvo in tako dalje, in nam daje kompletno možnost primerjav med posameznimi okraji. In ker so te pokrajine različne, smo uporabili švedski princip in rekli, štartamo iz velikosti okraja in enota ima toliko okrajev, da so ti okraji primerljivi. Račun je pokazal, da gre za približno 47 000 prebivalcev nekega okraja, plus minus 15%, kar je statistično, bi rekel, korektno, in smo dobili te volilne okraje. To so pravzaprav te glavne značilnosti, in če jih mi, seveda je cela vrsta posameznosti še, naprimer tu nisem omenil prednostnega glasu. Mi imamo v Sloveniji volitve, kjer se upošteva. Nekateri pravijo, da je neposredne volitve po večinskem principu, da so tipično na nek način konzervativna ali desničarska forma. Ja, kako pa volimo predsednika države ali pa župane, ne? Kar je smešno. Nisem posebej govoril zdaj o domicilu in o drugih zadevah in počel bi s temle
Ugotovili smo, da podobni sistemi, kot je naš, nekako najbližji mu je nemški pa novozelandski, zadnji, ki so ga po 2 referendumih uspeli uveljaviti, so sistemi, ki se imenujejo proporcionalni, ne večinski. Ali, in če dalje pogosteje se uporablja izraz, to so kombinirani sistemi. Tudi naš sistem je kombiniran, ni ideološki, ni strankarsko navijaški, tako da jaz mislim, da imajo v njemu vsi svoje enake možnosti. Seveda se bo pa nekateri morali odpovedati tistim svojim sedanjim, rečemo, volilnim okrajem, kjer imajo iz nekih razlogov zagotovljeno izvolitev naprej. Kaj s tem, njegov brat je tam velik tovarnar in če greš tja kandidirati, ni vrag, da bi prišel skozi, pa tudi če se vidi, da imaš rep. Tako da trdno verjamemo, da je naš predlog pošten. Zahteva pa seveda usklajevanje. In zdaj mene zanima, midva smo o tem govorila, ti si že tam zagotovil, šli bomo v usklajevanje. Tu bo moral vsak mal obrusiti ekskluzivna stališča in jaz upam, da se ne bomo obnašali kot Slovenci, da bi rekli ne, če pa tam ne popustite za 10 podpisnikov, vas pa ne podprem, pa grem domov. Treba bo narediti sistem in druga točka, sistem bo treba preko referenduma pripeljati pravzaprav do tega, da bo moral Državni zbor upoštevati. Mi imamo s tem referendumi težave, to bo Tjaša več povedala, ampak ko gledamo referendumski sistem, naprimer v državah, kjer je najbolj razvit, naprimer Švica, je presenetljivo. Ravno tisto, kar v Švici piše, da mora biti na referendumu preskušeno, ravno tistem je pri nas prepovedano sploh nesti na referendum. To so ponekje plače, to so davki, to je predvsem vojska. Ja, za božjo voljo, nam se lahko zgodi, da bomo šli zvečer spat, zjutraj se bomo pa zbudili z novico, da nam je vlada napovedala vojno Putinu. Ker vlada smatra, da je to njena zadeva, jaz pa mislim, če je kaj zadeva državljanov, so taka vprašanja. In bi morali v njih, ampak to bo potem drugo. Mal dolg sem bil, predvsem zanima me, nas se boste vključili pozitivno, to se pravi ne trdo za okopi, in boste podprli naš napor, da gremo skozi referendum. Marjan, besedo imaš, mikrofon. Mikrofon, Marjan. Ja, hvala lepa. No, še enkrat hvala lepa za povabilo v imenu Gibanja Povežimo Slovenijo in obeh naju z Andrejem. In rad bi res še enkrat povedal tudi svojo oceno, da delo, ki ga tu delate in napor, ki jih usmerjate v iskanje pogovorov za to, da bi prišli do ustreznejšega volilnega sistema, je ena izjemno hvalevredna stvar, pri čemer se tudi sami gotovo zavedate, da gre za dvotretjinsko večino, torej izjemno težko dosegljiv dogovor. Ampak če je neka stvar pomembna, potem nobena ovira ne sme biti prevelika, da se zanjo ne bi prizadeval. Torej res priznanje za ta vaše prizadevanja. Zdaj, jaz bi uvodoma povedal to, da mi v okviru Gibanja Povežimo Slovenijo, kjer je 5 političnih strank, poleg tega pa tudi številni ugledni posamezniki, ki bodo popolnoma enakovredno nastopali kot kandidati na kandidatnih listah, mimogrede, tu že udejanjamo en del vaših prizadevanj, da lahko nek aktiven državljan, ki ni član nobene stranke, ki se ne želi priključiti nobeni stranki, bo lahko popolnoma enakovredno tudi kandidiral.
Torej, mi teh 5 političnih strank se do volilnega sistema konkretnega ni opredeljevalo v tej meri, da bi lahko danes za vse stranke rekli da ali ne, ko gre za vaš konkreten predlog. Lahko povem, da sem sam v imenu Slovenske ljudske stranke zastopal praktično identična stališča. Vi imate bolj dodelan sistem in delno drugačen, delno pravzaprav nadgrajen v primerjavi s sedanjim nemškim kombiniranim sistemom. Jaz sem ta kombiniran sistem v imenu SLS-a zastopal na pogovorih pri predsedniku države lansko leto, ko je, veste, na zahtevo ustavnega sodišča bilo potrebno delno spremeniti volilni sistem, da se je zmanjšala razlika med okraji. Tam so mi nekateri odkrito povedali, vključno s predsednikom države, da pravzaprav te moje pobude in tega predloga sploh ne bo dal resno razpravo, ker ni nobene teoretične možnosti, da bi prišlo do soglasja. Tako da se o tem, razen tega, da sem sam dvakrat, mislim, da izpostavil in malo predstavil, se o tem ni niti pogovarjalo. Torej, jaz lahko rečem tudi, da Slovenska ljudska stranka in Nova ljudska stranka to neposredno podpiramo. Andrej Magajna bo povedal tudi za Nove socialdemokrate, ki mislim, da prav tako podpirajo ta vaš predlog. 2 stranki, jaz sem govoril tako z Zdravkom Počivalškom kot z Andrejem Čušem, torej stranka Konkretno in Zeleni Slovenije, se niso ničemer opredelili proti vašemu predlogu, so pa povedali, da v tem trenutku je to, kolikor so se ukvarjali z volilnim sistemom, njihovo prednostno prizadevanje šlo v smeri zagotavljanja sistema, ki bo vključeval prednostni glas, podobno kot velja za evropske volitve. Naj povem, da smo seveda to tudi mi podpirali in jaz izražam obžalovanje, da zdaj, ko je pravzaprav zmanjkal enkrat mislim, da 2 glasu za dvotretjinsko večino, obžalujem, da največja parlamentarna stranka ni podprla te spremembe, da bi se uveljavil prednostni glas podobno kot za evropske volitve, ker bi brez dvoma naredili en pomemben korak v smeri tega, da bi volivec v večji meri odločal na to, kdo bo izvoljen za poslanca. Torej, ne glede na to, da mi kot gibanje Povežimo Slovenijo nismo vsi zdaj poenoteni neposredno v podpori tega sistema, lahko pa to, kot pravim, rečem za 3 stranke, verjamem, da bomo tudi kot celota se aktivno prizadevali za iskanje rešitve boljšega volilnega sistema od sedanjega. Kajti volilni sistem, ki odgovarja na temeljna vprašanja, kako naj bo aktivna, živa, delujoča demokracija, je eno od ključnih vprašanj. In če smo imeli ob osamosvojitvi in ob spremembi družbenega sistema razloge za take ali drugačne poglede in so bile številne ocene, da je proporcionalni sistem, kakršnega imamo v nekem obdobju, bil ustrezna rešitev. Danes mislim, da velika večina ocenjuje, da je pokazano in dokazano, da je treba iskati stvari v tej smeri, jaz kot pravim lahko rečem v smeri, za kakršnega se tudi vi prizadevate. Jaz sem že zadnjič povedal en pomislek in en strah in bom tudi zdaj ga povedal, mislim, da je tista stvar, ki najbolj nekako tudi mene, povem odkrito, zaskrbi, ko poslušam predstavitev odličnih predlogov volilnega sistema, za kakršnega se zavzemate, je vprašanje možnost odpoklica celotnega državnega zbora v skrajni varianti in možnost odpoklica poslanca. Dajte, nimamo boljšega primera kot sedanji čas radikalnega konflikta 2 blokov. Mimogrede, ta konflikt je pravzaprav nas spodbudil, da smo naredili gibanje Povežimo Slovenijo in nam je dal potencial, s katerim verjamemo, da bomo močno vstopili v slovenski parlament. Sicer bi bilo naše prizadevanje brezpredmetno. Nelogično bilo, da stranke, ki so del 3 blokov evropskih, Evropske ljudske stranke, Evropskih liberalcev in Evropskih zelenih,
oblikujejo skupno listo Povežimo Slovenijo, če ne bi bil temeljni razlog v totalnem konfliktu med dvema blokoma, ki se nista sposobna niti pogovarjati, kaj šele dogovarjati, pa zdaj ne bom šel v detajle, kdo je tu bolj in kdo manj kriv, kdo naprej izključuje, kdo manj izključuje. V vsakem primeru je dejstvo, da teh pogovorov in dogovorov ni možnih. In zdaj, če to prenesemo na nek način na ulico, bom rekel, da je pravzaprav, ker vemo, kaj pomeni možnost odpoklica poslanca, torej kdo je tisti, kdo bo postavil kriterije, a bo to Evropsko sodišče za človekove pravice, a bo to neka mednarodna inštitucija, ali bo to neko domača, sodna ali druga instanca, kjer vemo, da imamo veliko krizo zaupanja. Ne? In ravno zaradi tega bi jaz ti dve točki pomaknil daleč v ozadje, v izogib temu, da bi bili ti dve točki razlog, da bi bilo, da morda ne onemogočeno, ampak zelo oteženo iskanje nekega dvotretjinskega soglasja, ali pa tudi soglasja, da bi tudi ob referendumu se čim bolj enotno zavzeli za pozitivno spremembo. Zdaj, še eno besedo o referendumu. Tudi tu lahko rečem, jaz obžalujem, se osebno angažiral, bil sem takrat izven politike, celo izključen iz stranke in tako naprej, ampak to dejstvo, da se je tako lahko miselno vzelo ljudstvu možnost odločanja na referendumu, de facto se je to možnost tako omejilo, da se je do določene mere, lahko rečemo, odvzelo to možnost in da so se tu tako hitro poenotili sicer nepomirljivi nasprotniki na levi in desni strani, to je res zaskrbljujoče. In se popolnoma strinjam z oceno, da če bomo šli z izhodišča, da ljudstvu ne smemo zaupati, oziroma ne moremo zaupati, zato o pomembnih stvareh ne sme odločati na referendumu, od tu pa do popolnega odklona od temeljnih demokratičnih principov je čisto kratka pot. Pravi, če bomo tudi na teh področjih, verjamem, da bomo lahko močni zavezniki, ko se bomo o teh stvareh pogovarjali. Mi v gibanju Povežimo Slovenijo smo tako različni, da za marsikatero vsebino bomo povedali, da imamo različne poglede in da bomo to naprej povedali in jih bomo zastopali tudi v parlamentu do kakšnega vprašanja. Naj zaokrožim s tem, da ko boste pripravljali strategijo nadaljnjih pogovorov oziroma iskanja poti do dvotretjinske večine in do referenduma, bomo zelo veseli, podobno kot ste rekel za Društvo poslancev 90, lahko rečem tudi za gibanje Povežimo Slovenijo, bomo zelo veseli, če bomo povabljeni in bomo z veseljem sodelovali. Hvala lepa za to odgovor. Odprl si en zanimiv paradoks. In ta paradoks je lahko izhodišče za razmišljanje. Rekel si, da te je do določene mere celo presenetilo, kako so se nepomirljivi nasprotniki z leve in desne takoj našli, ko je bilo treba državljanom zmanjšati njihovo možnost nadzora oziroma njihovo možnost odločanja preko referendumov. Res je. Zdaj pa, če rečeš, ja, 60 glasov je potrebnih, dvotretjinska večina za to, da se sprejme nov volilni zakon. A ni tukaj ravno tako prisoten strah, da se bojo pa zelo hitro ujeli nepomirljivi nasprotniki in oblikovali 60% večino, če bo šlo za nek sistem volilni, ki bo še naprej jemal državljanom pravico sodelovanja, nadzora in tako dalje. Zakaj? Zato, ker stranke verjamete, da je volilni sistem stvar dogovora med strankami. Ni res. Volilni sistem
je neke vrste dogovor med državljani in politiko. Stranke ste samo en dejavnik v tem sporazumu. In drugi del smo državljani. In zato za mene argument, da je težko zbrati 60 poslancev, pomeni to, da nimamo 60 pametnih in dobrih poslancev v celem državnem zboru. Ampak da so od vsega začetka pripravljeni dajati prednost svojim interesom, ne državljanskim. Vse je jasno, da ta sistem povzroča negativno selekcijo. Poglej, to za to vašo skupino strank samo deloma velja. Očitno je, da imamo najslabši državni zbor, pa je cela vrsta strank rekla, vse poslance tega sklica bomo ponovno kandidirali. Ja, za božjo voljo. Tu se pa res treba vprašati, a nimamo nobenega načina, da pridemo korak naprej. Ker ti, ki so bili slabi v tem sklicu, ne da se niso nič naučili. Veliko so se naučili, da bodo v naslednjem sklicu lahko še slabši. In bodo slabši, pravi Murphy. In njegovi zakoni seveda veljajo. In zato bi jaz rad rekel, dajmo se dogovoriti, to mora iti na referendum. In tam ste politične stranke na referendumu zraven, tudi zato, da poslušate, kaj mislijo ljudje. In da skupaj naredimo državljani, ljudstvo in stranke, naredimo neke vrste kombiniran sistem, ki bo skupen dogovor. Ne, da stranke pod mizo se zdaj odločijo, zakaj bo jih glasovale. Se opravičujem, malo oster sem, ampak... Če lahko samo še 2 besedi, pa bi predlagal pol, da tudi Andrej pove svoje stališče. Jaz bi rekel najprej to, demokracija pomeni, da če imaš ti pravila, ki se držijo, da so volitve poštene, potem ljudstvo odloča, ali je en poslanec dober ali slab. In če ga bo izvolilo tudi po naslednjih volitvah, ima seveda prav vsak pravico se prizadevati za boljši volilni sistem. Nima pa nihče pravice izven ljudstva, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, presojati, ali je nek poslanec ustrezen ali ne, če je dobil dovolj glasov, da je v parlamentu. Tako da jaz bi tukaj vedno subjektivna presoja, kateri del parlamenta je najslabši, pa kateri del parlamenta je boljši. Marjan, mi ne volimo samo en stavek, če še lahko. Drugo pa to, jaz se strinjam, prav bi bilo, da bi bil to dogovor med ljudstvom in strankami. Ampak, če pogledamo na ključnih 20 držav, katerih koli, ki so v zadnjih 30 letih spreminjali volilni sistem, jih bo 95% takih, kjer se je spremenil volilni sistem na osnovi dogovora med strankami. In je kakšna razlika tam, kjer se je zgodila kakšna velika korupcijska zgodba, kot ne vem, kakšne hude zadeve, kjer je z referendumom prišlo do popolnega preloma, sicer so pa pač stranke so del v parlamentarni demokraciji, so politične stranke eden od gradnikov te parlamentarne demokracije. In seveda si je treba prizadevati za notranjo demokracijo v političnih strankah in, kot pravilno presojate, za tak volilni sistem, ki bo onemogočal anomalije, ki de facto jih lahko jemljemo kot anomalije, če nekdo za nekaj 100 glasovi je izvoljen, nekdo z 10-krat večjim rezultatom pa ni izvoljen. In je to v okviru sedanjega volilnega sistema popolnoma legalno, ker imamo tak volilni sistem, je pa prav, da iščemo boljši volilni sistem. Zdaj, mogoče bi še Andrej par besed povedal. Gospod Magajna, izvolite sam mikrofonček si. Mikrofon, Andrej. Mikrofon. Se slišimo? Zdaj se pa slišimo. Jaz sem v enem sestanku in v eni dvorani v bistvu težko govorim. Moram pa povedati, da sem kot del tega gibanja Povežimo Slovenijo dal celo v imenu naše stranke Novih socialdemokratov to kot neko nosilno temo. Se mi zdi ravno reforma
pa je bilo v nekih PR službah mišljeno, da bo zelo težko ljudem razložiti volilni sistem, ampak če bi šel samo na občutek ljudi, večina ljudi vidijo, da je ta sistem obstoječi odtujen volivcem, da nimajo pravega vpliva na določene kandidatov in mislim, da animirati bo treba javnost. Verjetno ti poslanci, ki so bili izvoljeni po tem sistemu, ne bodo pripravljeni ga spremeniti. In smo v začaranem krogu se vrtimo. Torej, če zmagaš po nekih pravilah igre, ne vem, zakaj bi jih spremenil. In to je njihova logika. In smo dejansko v začaranem krogu in izgleda, da bo treba ena širša ljudska iniciativa, da bi, kot je bilo že, takrat strani DUS-a vložen predlog, je pa spet ten začaran krog, da tudi mediji, ki bi morali o tem govoriti, da so alternative, da so boljši sistemi, ta nemški kombiniran, da tudi to temo zelo blokirajo. Mene je kar hudo, ko vidim, kako se sinteza prizadeva, kakšne vse akcije, sem tudi sodeloval v teh Zoomih občasno, kaj se vse dogaja, koga vse kličete, koga apelirate, ampak te velike stranke tudi nadzirajo medije in če bi ljudje bili animirani, bi se kaj spremenili. Tako da vprašanje, po kakšni poti bomo prišli do ljudi in se bo dal narediti in tak pritisk civilne družbe in teh strank, ki so zainteresirane, posebno teh, so izven parlamenta, da se bo ta zadeva pokrenila. Toliko. Ja, hvala, Andrej. Jaz mislim, da si sam odgovoril pravzaprav na vprašanje, zakaj bo tukaj potreben referendum in dogovor med državljani in strankami. Marjan, tam bi pa rekel, več držav je poskušalo, ne samo 5% urediti te zadeve preko referendumov, ampak tiste, nekatere to ne vidimo, ker so referendumi na nižjih ravneh, recimo v Nemčiji, ko gre za deželne referendume, gre pa tudi za to, da so pa stranke drugačne kot pri nas. Mi smo vam poslali vsem strankam, recimo, ko je nastajala nova nemška koalicija, en njihov načrt komuniciranja strank z državljani in tisto se bere v slovenskem prostoru kot znanstvena fantastika. V Nemčiji je pa stvarnost. No, ampak ne gre za to. Jaz mislim, da lahko ta del zaključimo. Jaz sem zelo vesel za ta vaša stališča, tudi vem, da ko se bomo usedli, da bomo iskreno iskali najboljš možne rešitve in to je tisto, ki nas lahko pelje naprej. Ne izključevanje, ne na eni, ne na drugi strani, ne zaradi enega, rečemo, člena vršiti celoten predlog iz pogovora ven in vztrajati na svojem. In mi bomo zelo veseli, če bomo lahko dosegli podporo ne samo v 3 od vaših 5, ampak rečemo v vseh 5 strankah, zato ker sem prepričan, da boste tudi vi morali na drugih področjih razlike med strankami brusiti in usklajevati, da boste lahko dejansko funkcionirali s tisto odgovornost, ki jo volivci že kažejo do vas in ki jo bojo zelo verjetno izrazili tudi na volitvah, na katerih vam jaz želim veliko sreče, pa seveda pogovore okrog tega vprašanja, ki nas najbolj mori. Ja, hvala lepa. Hvala tudi za dobre želje in še enkrat povem, ne glede na to, da formalno se ni vseh 5 strank opredelilo za aktivno podporo v tem trenutku vašemu predlogu, sem prepričan, da bomo kot celota aktivno sodelovali in aktivno iskali optimalne rešitve. In tudi, kot dorečeno vprašanje referenduma, jaz se tu zelo strinjam, tudi tisti prejšnji pomislek, ki je bil tvoje, da
da je to neka zanimiva situacija, ko se pravzaprav na videz nepomirljivi nasprotniki v neverjetno kratkem času znajdejo na istem bregu, ko je treba na nek način zaščititi neko obstoječe stanje, če tudi ni dobro. In če kaj je vprašanje referenduma nekaj, kar bi bilo potrebno spremeniti. Jaz lahko povem, da bomo mi namenili vso energijo in dali vso podporo k spremembi sedanje zakonodaje na področju referenduma, kajti če nas lahko kaj skrbi, nas lahko skrbi to, kot si prej sam povedal, da bo nekdo, in je nepomembno, iz ene ali druge politične strani, bom rekel zdaj leve ali desne, take ali drugačne, preprosto sprejel neke odločitve, ki bodo potem obveljale, ker bo preprosto je referendumski sistem po eni strani izloča nekatere pomembne vsebine, ker bo treba resno premisliti in redefinirati argumente v smislu, češ vse te zadeve preprečuje evropska zakonodaja, evropske direktive, in po drugi strani, se pravi, skušati narediti tako delujoč referendumski sistem, da bomo res verjeli, da ob najzahtevnejših vprašanjih lahko bolj verjamemo ljudstvu kot neki taki ali drugačni eliti v nekem trenutku oziroma neki skupini ljudi, ki je v nekem trenutku na vodilnih pozicijah. In če imate tu tudi že kakšne konkretne aktivnosti predvidene, jaz mislim, da lahko tu rečem tudi v imenu Povežimo Slovenijo, lejte, mi smo povedali tudi v svojem poslanstvu, v svojem programu, da želimo, da Slovenija zadiha svojim desnim in levim pljučnim krilom. Mi bomo iskali rešitve tudi, ko govorimo zdaj o volitvah, o času po volitvah. Mi se bomo prizadevali, da bo povezovalna opcija tista, ki bo postavila, ki bo nosilna zgodba prihodnje vlade in bo povabila levo in desno stran k pogovorom. In če bo to uspelo, če bo uspelo oblikovati na teh temeljih eno široko zavezništvo vladno, potem bi bilo to seveda tudi najboljše izhodišče tudi za iskanje rešitev za drugačno referendumsko zakonodajo in tudi drugačno volilno zakonodajo v tej smeri, za kakršno si vi prizadevate. Jaz se bom zdaj vključila v ta pogovor. Gospod Podobnik, mene iskreno veseli, da ste že načel tematiko referenduma, kajti to je naša naslednja točka, druga najpomembnejša zahteva tudi same skupine in jaz mislim, da večine državljanov Slovenije. Dovolite mi krajši uvod. Jaz iskreno verjamem, da ste vi in vaš gospod brat in vsi, ki ste sodelovali v tem osamosvojitvenem procesu in potem vzpostavljanju države Slovenije kot samostojne države in sem iskreno verjeli v dobro, v lepo prihodnost, v to, da bomo skupaj zakorakali po poti, kjer bo dejansko neka blaginja, kjer bo dobro življenje za vse. Vendar se je to na žalost izrodilo. V 30 letih se je izkazalo, da pravzaprav smo mi od tega državljanstva dobili samo vse ostalo smo nekako državljani prespali, politika pa ukradla. Tako da verjetno, prepričana sem, da tudi vi delite moje mnenje oziroma mnenje večine državljanov, da to, kar lahko zatečemo v dani situaciji, ni tisto, za kar ste si vi prizadevali in za kar smo tudi mi šli množično takrat na te plebiscitarno odločanje, da se odcepimo od bivše skupne države. Tako da prepričana sem, da je nam vsem skupni interes, da naredimo Slovenijo zopet tisto, o čemer smo sanjali. In tu bi vas prosila samo kratko mnenje, da potem na referendumsko zakonodajo, seveda, ki ste jo že načeli. Ja, dajte, vsekakor. Mi smo, ko smo oblikovali, jaz sem pred 2 leti približno dal to pobudo za Povežimo Slovenijo in lahko vam v tem krogu tudi povem, da sem eden od teh, ki sem bil tako grobo diskreditiran v preteklosti,
da sem se zavedal, da če bo to moja pobuda, kot v javnost prišla, bo tudi pobuda diskreditirana in smo jo pravzaprav predstavili kot mnogo širšo, tudi z strankami, ki niso ob samem začetku v celoti sodelovali, in sem vesel, da je ta pobuda lepo zaživela in eno od prvih ciljev, ki smo jih napisali v samo preambulo poslanstva, je bilo to, da si želimo narediti vse, kar je v naši moči, da bi Slovenija postala država, kakršno smo s tako vnemo energijo in s tako večino izglasovali, torej najprej množično šli na plebiscit in ga potem s tako večino izglasovali. Zdaj, ne, od tu naprej, veste, tu je skoraj da že pika, ker od tu naprej so pa tako diametralno različni pogledi, kdo je krivec za to stanje. Jaz bom povedal za en primer, ker je Emil Milan Pintar z nami, ki vem, da je tudi v recimo skupini za civilni nadzor za drugi tir, mislim, da je še vedno, ne. Recimo za en projekt, jaz sem bil recimo diskreditiran, totalno umazan, tudi 5 let sem imel varnostnike, sem mogel nositi policijsko varovanje imeti zaradi borbe proti tej korupciji, proti divjim privatizacijam, od Hita naprej, STA in tako naprej. In ko gledam zdaj, po 18 letih sem ponovno prevzel Ljudsko stranko, vmes so me celo izključili iz Ljudske stranke in tako naprej. In ko zdaj gledam, kaj se zdaj dogaja, ko se gradi drugi tir, tretja razvojna os, ko gledam, da se pravzaprav čisto iste stvari, kot so se dogajale na avtocestnem, pri gradnji avtocestnega križa, ko se stotine milijonov bodo zmetali stran, torej, ko tako grobo se zlorablja, bom rekel, neka zakonodaja, ki v osnovi niti ni tako slaba, ampak dopušča stvari, da se recimo mimogrede omeni, da sicer pravzaprav res gradimo samo en tir in ne dva, da pravzaprav bo šlo za vprašanje pol milijarde, morda 800 milijonov več, kot je potrebno za teh 26 kilometrov ceste, pa tam 100 milijonov od Velenja do Šentruperta in tako naprej. Kaj ugotavljam? Glejte, ko rečemo, zakaj Slovenija ni vsaj taka kot Avstrija, zakaj imamo 100%, 200% nižje plače, medicinske sestre, inženirji in vsi drugi? Ja, seveda, če omogočamo te zlorabe, in tu moramo biti odkriti, glejte, če samo pogledamo nabave v zdravstvu, isto se dogaja, a so leve ali desne vlade. Velike investicije infrastrukturne, isto se dogaja, so leve in desne vlade. Izžene se konkurenco, Turke, Kitajce, druge se izžene, potem se da z dampinško ponudbo, potem se z aneksi milijardno nadgrajuje. Jaz poznam to v nulo, imam nekaj tisoč dokumentov, ki jih pripravljam za neko knjigo iz časa, ko smo javna naročila pripravljali, kako bi preprečevali, da bi se te silne zadeve, ki smo jih videli, kaj se dogaja v času, ko sem bil sam v vladi, in ko sem videl, da je preprosto to kot bitka z mlini na veter, ker je nemogoče, ker je bilo od začetka, se pravi nekdo, ki je pripravljal, ki je delal načrte, potem izvedbo, potem nadzor, pa to so sedeli v isti oštariji in so se vse zmenili. In to se še naprej dogaja, ne? Ker to je tisto, kar je treba spremeniti. Tu mora biti dogovor med levimi in desnimi, med vernimi in nevernimi, med konzervativnimi in liberalnimi. Tu bi se morali Slovenci in vsi, ki živijo v Sloveniji, skupaj stopiti. Tu bi morali skupno izločiti okoriščevalce, ki so pripravljeni v enem tednu 3-krat zamenjati stranko in politično stran za to, da ohranjajo svoje privilegije. In tu jaz vidim izjemen potencial vašega gibanja in teh možnosti, ki jih imate tukaj, da odprete en del tega prostora. Ali menite, da bi, če bi ljudje ne zaspali in ne dopustili vseh teh deviacij, če jim lahko tako rečeva, ne, ker pravzaprav to so, ne, odstopanja v to in ono smer, če bi se ljudje prej zbudili, če bi se prej zganili, bi mislite prišlo do tega in tako daleč, kot je danes, ali bi se zadeve že prej začele postavljati na pravo? Tisti, ki je kdajkoli sodeloval v kakšnem od projektov, če recimo, ker sem prej omenil velike infrastrukturne projekte, gradbene, zdravstvene, v tem trenutku
je v proračunu, v teh načrtih za okrevanje odpornosti in tako naprej, za gradnjo infekcijske klinike v Ljubljani je predvidena več kot 200% višja cena na kvadratni meter, kot cena gradnje kvadratnega metra kliničnega centra na Dunaju ali kliničnega centra v Odenseju na Danskem. Pričemer imajo tam 2-krat višje plače delavci. Veste, kakšne 100-milijonske dobičke, neupravičene provizije bodo pobrali. A vi veste, da je, to mi je povedal najvišji državni sekretar v vladi, mi je povedal, za prenovo kliničnega centra v Ljubljani je predvideno 0,5 milijarde evrov. Si vi predstavljate? 0,5 milijarde evrov. In kaj to pomeni? To pomeni, kaj bi rabili zdaj? Dogovor vseh, od stranke Levice do ta najbolj desne stranke, ne vem, kjera je v Sloveniji, da rečemo, ne dovolimo tega. Za to stvar je vredno iti na referendum, za to stvar je vredno iti na ceste. Ampak veste, kaj bi morali? Iz vseh naših strank bi morali ven zmetati. Iz vseh naših, tudi moje. V vsaki stranki se prpopajo zraven, ko gre za milijone, za desetine milijonov, ko je denar, takrat ni. Denar pokvari še najboljšega človeka, velik denar pa pokvari na veliko. In za to stvar, glejte, nam tako malo manjka. Jaz sem 14 let bil v tujini, v glavnem v Srbiji, pa v Rusiji in tako naprej. Mi smo obljubljena dežela za pol Balkana, za cel vzhod in to. Tako malo nam manjka in to lahko naredimo v tem naslednjem mandatu. A to lahko naredimo z Golobom, z Janšo, z predsednico SD-ja ali z Luko Mescem ali z Toninom ali s komerkoli. Z vsemi. Mi bi morali transparentno priti. Lejte, a ste vi videli kakršnokoli razpravo? A mi mislite, da bo sploh prišlo do ene same razprave do 24. aprila o drugem tiru? Ne bo prišlo. Veste, zakaj ne? Ker so vsi zainteresirani, da se o tem ne govori. To je podobno kot TEŠ 6. Vsi globoko z rokami v denarju, v marmeladi, skupen interes, vključno z mojo stranko, vse stranke so bile noter. Mene to spominja na čas v vladi, se spomnite Nikola Soman in plinske maske, ko sem jaz sklical vse od liberijskega konzula do vseh teh, da bi razčistili to stvar in je prišel Igor Bavčar in rekel, Marjan, bi rad še kaj izvedel, a te še kaj zanima. Vsi so molčali, ker so vsi imeli interes, da se zadeva ne razišče. In zakaj to govorim s tako vnemo? Mi bi lahko na tako preprost način naredili Slovenijo dobesedno res najuspešnejšo državo, ampak ne na način, kot tisti, ki zdaj govorijo, hkrati pa dopuščajo, ne le tolerirajo, spodbujajo, da se nič ne spremeni pri nabavah v zdravstvu, pri velikih infrastrukturnih projektih, pooblaščeni še vedno delajo in enostavno ni ljudi, ki se upajo to govoriti, se ne upajo. In imajo razlog, zato ker sistem je tak, ti nekaj narobe poveš, te diskreditirajo, lahko narediš na vem kakšne svinarije, pa ti mediji lahko vse pokrijejo, lahko narediš pa eno majhno napako, pa te mediji uničijo in ljudje se upravičeno bojijo. Bojijo se za svoje dobro ime. Ampak če se ne bomo izpostavili skupaj, levi, desni, konzervativni, liberalni, potem bomo to državo zapravili, uničili za vse večne čase. Gospod Podobnik, jaz se opravičujem, jaz se absolutno in bolj se ne bi mogla strinjati z vsem, kar ste povedali. To je dejansko povzetek nekega stanja, v katerem smo zatečeni in se ga zavedamo bolj kot ne vsi, ampak kaj bi pa vi storili, vi konkretno, v tem primeru, da imate možnost odločanja? Gospod Marjan Podobnik, kaj vi? Lejte, jaz sem kot podpredsednik vlade leta 2000 na taboru Slovenske ljudske stranke v Vižmarjih v Ljubljani pred 8000 ljudmi moral nastopiti z najdebelejšim neprobojnimi jopičem. Če še zdaj pogledate kakšno sliko, boste videli široka ramena. Še danes ne vem zakaj. Ker takrat smo preprečevali divje privatizacije, neke korupcije in tako naprej, mi niso nikoli povedali zakaj. In jaz vem, ko sem bil v Srbiji, ko so ubili Đinđića, predsednika vlade in je bil kolaps in tako naprej. Pri nas so ustrahovali ljudi do te mere, jaz poznam leve in desne politike, z vsemi lahko komuniciram in to. Ne najdem za en moj avto, relativno majhen Hyundai za 5 oseb,
ki bi se upale, to, kar jaz zdaj govorim, jih ne najdem v sedanjem slovenskem parlamentu, v slovenski vladi, ki bi se upalo o tem spregovoriti javno. Jih ne najdem. Ne na levem, ne na desnem. Glejte, je napisal, ste lahko prebrali knjigo od Pezdirja, pa kakšne druge knjige in tako naprej. Kaj bi bilo potrebno narediti? Mi imamo zdaj levo resnico, pa desno resnico. Leve lopove, pa desne lopove. Ni levih in desnih. Resnica je vedno samo ena. Jo je pa treba dolgo iskati, da pridemo do prave resnice. In zdaj je priložnost. Zakaj je priložnost? Je tudi nujno. Zakaj je nujno? Mi nič ne vemo, a se nam vrne kakšna huda oblika bolezni, ali nas celo kakšna nesrečna vojna zadene. In zdaj moramo skupaj stopiti in dejansko izločiti tiste, ki so v vojni dobičkari na tak ali drugačen način, omogočiti, da naredimo, da bojo ljudje imeli, ne vem, osebnega zdravnika, zakaj ne bi namesto tega, da bomo 500 milijonov dali za obnovo kliničnega centra, 200% preplačali infekcijsko kliniko, zakaj ne bi na obvoznici v Ljubljani, kjer je zemljišče zgradili moderno akademsko bolnico, klinični center, kjer bodo zdravniki, medicinske sestre in vsi pacienti lahko normalno parkirali, normalno prišli, imeli tam najboljše osebje, ki bo lahko tudi najtežje te bolezni zdravilo in to. Zdaj pa enostavno se tako enorm denar, 2 milijardi je predvideno v naslednjem finančnem obdobju za zidove v bolnice, pa sploh, kot je rekla naša kandidatka za ministrico za zdravstvo, dr. Tina Bregan, sploh ne vemo, a imamo toliko zdravnikov, kot je predvidenih bolnic novih po vseh slovenskih regijah, ne? In treba bi bilo spregovoriti. Jaz vas pozivam, dajte javno pozvati, javno pozovite na to temo. Naredite, pozovite medije, naj naredijo eno omizje na to temo. Ja. Kdo se upa spregovoriti o teh stvareh? Ja. Glede medijev bom jaz rekla, da imamo zelo mešane občutke in se mi zdi, da so se mediji odločili, da bodo nek tretji deležnik v tej predvolilni bitki. Imamo polarizacijo in medije, ne? In tukaj mislim, da je nesmiselno kakorkoli še naprej razpravljati. Jaz absolutno sem navdušena nad vsem, kar ste do zdaj povedali. Občudujem v bistvu to iskrenost in nekako iz tega pod črto sklepam tudi, da tudi vi delite naše nezadovoljstvo nad trenutnim stanjem, ker razcepljenost družbe nikoli ne more biti tisto, kar lahko pelje v neko prihodnost. In absolutno tudi se mi zdi, da mora obstajati neka opcija, ki bo uspela končno združevati ljudi, ne jih več razcepljati na ene in druge, ker konec koncev mi moramo živeti skupaj. Naša prihodnost je ista, naša prihodnost je Slovenija in tu moramo iskati tisto, kar nas združuje, ne tisto, kar nas razločuje oziroma deli na eno ali drugo, ne? Ker delitve vedno pravijo naj kruha in iger in delitve in tako naprej, ne? To se pravi, zdaj, če na kratko povzameva, upam, da delite moje mnenje, da trenutna situacija je daleč od tega, kar smo si želeli, da je daleč od zavidljive in upam, da tudi delite to mnenje, da moramo začeti razmišljati o tem, kaj želijo ljudje. In če želimo nekako opravičevati tisto, kar želijo ljudje, vsekakor jim moramo dati tudi oziroma povrniti, kot ste že sam rekel, možnost odločanja. Možnost odločanja nam je po ustavi dana skozi referendum. Referendum je pa omejen na to, da mi mogoče lahko zavrnemo nekaj zakonov, ne, vsega skupaj neko peščico, bore malo, v resnici ne, je pa to bolj kozmetični del samega referenduma, kot je bil mišljen v samem štartu, ko smo se osredotočali na samostojno pot. Torej, naša pobuda se usmerja v potezo opolnomočenja nazaj referenduma, torej, da mu povrnemo njegovo vlogo, da ob določenem kvorumu postane tudi posvetovalni referendum, obvezujoč za državni zbor, da postanejo politiki oziroma predlagatelji določenih zakonov tisti, ki morajo verodostojno in pravilno interpretirati zakone, ne zavajati z takšnimi in drugačnimi vprašanji. Skratka, tudi referendum ne more imeti veljave samo eno leto, kot je to praksa, temveč do eventualno naslednjega referenduma. Skratka, odločanje se mora povrniti nazaj ljudem. Kajti,
če smo se deklarirali kot neka demokracija, to pomeni, da smo ljudje tisti in v državi piše država smo ljudje oziroma ljudje smo država. Kakšno je vaše stališče? Torej, na tem področju nekako se mi je dozdevalo, da iz prej povedanega mislim, da smo na isti poti, ampak vseeno bi želela. Jaz mislim, da je ključno, gotovo bodo različni pogledi. Če bi vi zdaj to, kar ste rekli, da smo ljudje nezadovoljni, boste dobili ljudi, ki bodo rekli, zdaj imamo idealno stanje, in ljudi, ki bodo rekli, slabšega, kot je zdaj, še ni bilo. Kaj pa vi? Glejte, če mene vprašate, imamo stanje, ki bi bilo lahko bistveno bolje, in jaz sem zgrožen, da na nekaterih področjih, kjer smo pred 30 leti se zavezali, da bomo delali za to, različni ljudje stopili skupaj, zato da bomo Slovenci in slovenski državljani lahko uspešni, zadovoljni, srečni v svoji domovini, kjerkoli ali pa po svetu, da dopuščamo še danes, po več kot 30 letih, da se dogajajo okoriščenja in drugi načini, ki onemogočajo, da bi izkoristili svoje razvojne potenciale. Zato je pomembno, da ko govorimo o referendumu, da si skupaj prizadevamo za to, da zmanjšamo te pogoje. Ti pogoji so zdaj prehudi, se pravi kvorum, potrebna večina oziroma doseganje rezultata, kajti sedanji sistem je preprosto omogoča, da nekdo, ki ne želi, da bi se ljudje pravzaprav lahko odločili, ima možnosti vpliva na to, da ni dosežena potrebna večina in da referendum praktično nima rezultata, ker ni dosežena ustrezen delež glasov. Jaz mislim, da imamo tu dobre primere, tujih praks, med drugim Švicarsko, ki odloča o številnih stvareh, imajo pogoste referendume. Vemo, da Švica ima svojo večstoletno zgodovino tega načina delovanja, po drugi strani pa sem prepričan, da bi ljudje sprejeli, če bi zadeve poenostavili na način, da bi imeli recimo enkrat, dvakrat na leto poseben dan, ko se vršijo referendumi. To je Andrej Magajna predlagal, tudi v Novi socialdemokrati so dali to pobudo in verjamem, da jo bomo tudi kot celota Gibanje Povežimo Slovenijo podprlo, tudi kot del našega skupnega programa, da imaš nekaj dni v letu, ko enkrat, dvakrat, ko se lahko za več različnih referendumov glasuje, če pa pride neka nuja, se pa pač naredi tudi na poseben dan. Zaupanje, jaz mislim, da je ključno, da ljudem povemo, da jim zaupamo in da verjamemo v njihove presojo, ne pa da jim sporočamo, da niso kompetentni, da bi odločali o celi vrsti stvari in da zato smo najbolj veseli, če do referendumov ne pride oziroma da so pogoji tako težki, da se destimulira, da bi se sploh odločali različni pobudniki za to, da bi dali kakšne stvari, ki štrlijo kot problematične, da bi jih sploh dali na referendum. Ali ni celo tako, da bi moralo biti obratno od tega, kar ste povedali, ne? Da pravzaprav morajo ljudje zaupati politiki, ne politika ljudem? Ja, glejte, ljudje zaupati politiki. Mi imamo parlamentarno demokracijo vsake 4 leta, veste, to je dosežek, je treba vzeti, vendarle demokracija je, pravijo, ima ogromno napak, ampak boljšega sistema še niso pogruntali zaenkrat. Čeprav marsikdo pravi, en razsvetljeni absolutizem tudi ne bi bil slab v kakšnih posebnih razmerah. Ampak dejstvo je, da če je nekaj slabega, lejte, in prej je gospod Pintar omenil, ne vem, volitve za župane. Lejte, če je nekdo slab, če se vidi, če mu ljudje ne zaupajo, če se mu zdi, da izigrava, ne skrbi za njihove interese, potem na naslednjih volitvah na večinskem sistemu ni izvoljen. Prav tako na tem, kakršenkoli že imamo proporcionalni sistem, če nekdo popolnoma razočara volivce, na naslednjih volitvah pač ni izvoljen. Zato moramo vendarle dati temeljno težo temu, da je vsake 4 leta je ponovno praznik demokracije, so volitve. Potrudimo se pa, da bo ta praznik demokracije še večji, torej z boljšim volilnim sistemom. Lahko samo kratko intervencijo. Tukaj je nek nesporazum. Jaz se strinjam z večino, kar si rekel, ne samo, da si prav povedal, tudi odlično si povedal, ampak tole, ko si rekel za župane, če občani ugotovijo, da
ni v redu župan, ni več izvoljen, točno. Medtem ko za poslance, dokler ne bo uveljavljen preferenčen glas, to ne velja, ker se voli de facto lista in ni mogoče izbrati na listi tistega, ki ga volimo. In zato seveda pride v lik tistih, za katere si prej upravičeno rekel, da bi bilo treba, mislim, da si uporabil besedo nagnati, iz strank, v lik tistih se dejansko vrne samo zato, ker poslanci ne morejo nobenega obklukati in nobenega prečrtati. In absoluten preferenčni in obvezen glas je nujno potreben in to smo mi tudi predlagali. Drugače pa še enkrat, moram reči, da je tvoja analiza pravzaprav izredna in če boš imel avto za več kot 5 ljudi, jaz mislim, da seveda izpolnjujem tvoje kriterije. In če te zanima, jutri je tiskovna konferenca o 2TDK-ju, o tem tiru. Seveda ne bo nič prišlo v javnost, ker je javna tiskovna konferenca, ampak mediji bojo poskrbeli, da ne bo prišlo, bo pa veliko tega z naše strani tam povedano. Ja, hvala lepa za pohvalo in tudi jaz dajem priznanje tebi, Milan, in nekaterim tvojim kolegom, jih tudi sam poznam, ki vem, kako ste se trudili in kako vas sistematično onemogočajo, da bi lahko na en integralen, kompleksen način predstavili svoje ugotovitve in vztrajajte pri tem. Vredno je vztrajati, jaz verjamem, veste, mi moramo verjeti, zaradi svojih otrok in vnukov, zaradi te čudovite dežele, ne smemo dopustiti, da tisti, ki neupravičeno si pobirajo denar, ki bi moral iti za od pomoči potrebnim, pa za dobro opravljeno delo, da gre nekam, kamor ni namenjen. Torej moramo vztrajati in verjeti in verjamem, da bomo stvari spremenili. In čestitke tudi tvojemu delu. Še se umešala tule in bi gospoda Magajno pobarala, glede na to, da sem midva in vidva z gospodom Milanom govorila. Gospod Magajna, kakšno je pa vaše stališče do tega, da dejansko lahko stvari v 4 letih se zelo zaostrijo oziroma se bistveno zaostrijo? Ali vendarle ni možno tudi prej ukrepati, če se stvari v bistvu obrnejo v smeri, v kateri niso bile mišljene oziroma niso dobrodošle med ljudmi? Ja, nažalost se malo bom ponavljal, ne. Jaz mislim, da res brez spremembe volilnega sistema ne bo spremembe v parlamentu. Ko sem primerjal razprave celo v istem zakonu, ko je prišel v državni svet in sem vzel magnetogram, sem gotovo, da so bile veliko bolj argumentirane na višjem nivoju. Žal pa potem, ko se je vrnilo v parlament, so gladko zavrnili. Mediji niso nič o tem pisali. Sploh recimo razprav iz državnega sveta se ne prenaša, ne, recimo lahko se na 3. kanalu. Zakaj? Tam imajo drug sistem določanja svetnikov iz tistih sredin, kjer so že prej morali nekaj dokazati, da nekaj znajo, da nekaj vejo. In tukaj v državnem zboru imamo pa ljudje, ki so pač morajo biti podredljivi šefom stranke, ker jim grozi, da ne bojo naslednjič, najmanj to, da ne bojo naslednjič na volitvah. Zanimivo, da so bili pa najbolj še avtonomni tisti, ki so bili tik pred penzijo, ki bi bilo vseeno in tako so se tudi pokazali njihov karakter. Tako da treba bo, ne kaže drugega, kot afirmirati ljudi, civilno družbo, da je sprememba volilnega sistema, težko ga bo pojasniti, ampak tudi s parolo moramo iti na volitve, želite volilni sistem po meri volivcev. In rekli, pač povedati jim znati, da se da drugače, pa zakaj je tudi na Nemčiji drugače. Ravno tisti neodvisni poslanci, ki pridajo preko druge glasovnice, so povzročili, da se stranke zelo trudijo, da jih ne prepustijo iz svojih vrst. In to vpliva tudi na kvalitetno izbora kandidatov strankarskih. Tako da
ne vidim druge poti, kot na vseh nivojih se bori za spremembo volilnega sistema. Jaz ne vidim to, ampak kako pride do ljudi ob tej blokadi medijski, bo pa umetno, ampak se moramo biti glasni, ne, tudi če se nas slišimo. Absolutno se strinjam. Zanima še nekaj, v bistvu je pa naslovljeno vprašanje na oba gospoda. Glede na to, da se strinjamo o osnovnih izhodiščih, da nam je jasno, kaj je narobe, ne samo v 2 letih ali 10 letih, ampak se vlečajo pač te napake že skozi 2 desetletjice, ne celo več. Zakaj ne zmoremo toliko neke politične volje, da bi zadeve vendarle postavili na svoje mesto, da bi se osredotočili, gospod Podobnik je prej povedal celo o varovanju in tako naprej. Ali je to res taka nepremostljiva težava ali vendarle bi se dalo z neko večino, z neko odločnostjo, z neko osredotočenostjo na cilj, prvenstveno pa za dobro državljanov Slovenije in posledično same Slovenije, ker konec koncev je to eno in isto, stopiti skupaj, pozabiti na ideološko opredeljenost, na versko opredeljenost, na vse opredeljenosti in iti v smeri neke delovne akcijske akcije, ki bo peljala v res neko prihodnost, ki bo dobra za vse, ker potem ne bo več igralo vloge, v kaj kdo veruje oziroma ali veruje ali ne veruje, ne? Ker če bomo vsi zadovoljni, potem je to stvar izbire posameznika in ne več tisto, kar nas ločuje. Ja, lejte, jaz bi rekel tako, najprej je to, kar je bilo prej rečeno, kar je Milan rekel, prednostni glas. Prednostni glas v volilnem sistemu, se pravi, to je en umestni korak, se pravi, tudi sedanji volilni sistem, če bi ga samo popravili za ta preferenčni glas, bi bil že to zelo pomemben korak naprej. Ker kot je bilo rečeno, bi ljudje imeli možnost znotraj teh 11 v volilni enoti izvoliti dati največ glasov tistemu, ki menijo, da je najbolj vreden zaupanja. Drugo je pa to, lejte, moja ocena, mojih recimo 35 let, bom rekel, političnih izkušenj, pa doma in po svetu in to, kaj mi govorijo. Ključno je, da gremo iz cone udobja. Cona udobja je debata z somišljeniki, isto mislečimi. Da gremo iz te cone v cono različnosti. In mi imamo zdaj tako zanimiv primer. Danes smo imeli eno tematiko, so bila vprašanja, časopisne hiše Večer, o različnih vprašanjih, pa je pa prišlo še prek en drug medij spraševal, ali podpirate legalizacijo marihuane oziroma to za rekreativno kajenje. Ja, in se je ugotovilo, da 2 stranki podpirata, mi ne podpiramo, eni so pa recimo nevtralni. In smo rekli, danes nimamo časa, dajmo mi naslednjič opraviti razpravo. Opravimo razpravo, tisti, ki ste za to legalizacijo rekreativnega kajenja marihuane, kaj so vaši argumenti? Potem mi bomo dali argumente, zakaj mi mislimo, da to ni dobro. In jaz lahko povem, lejte, iz svoje družine, imam 6 otrok, ko se pogovarjamo recimo o tem vprašanju, mi nekateri rečejo, lej, seveda smo, pač jih tudi tako smo vzgojili, da niso za mamila in za te stvari, ampak so rekli, lejte, kakšni dvoličneži ste vi. Vi slavite kot slovensko narodno dediščino pijančevanje. Cvičkarija je lepa zadeva, jaz grem vsako leto, ampak bodimo odkriti, to je v pomembnem delu pijančevanje. In tisti, kar zdrži do 6 zjutraj, in potem se sprašujemo, rečejo otroci, starejši, koliko družin v Sloveniji uniči alkohol, družin, otrok, partnerskih skupnosti in tak naprej, tragedij, koliko naredi, in koliko recimo jih uniči legalno ali nelegalno rekreativno kajenje marihuane. In seveda obmolkneš. Seveda, če bi naredil to analizo, je tam verjetno ena ničla ali pa še kaj več pri alkoholu. In ko se bi pogovarjali, bi verjetno prišli do neke ugotovitve, da je treba premisliti, morda če drugega ne, premisliti o tem, da če smo zelo rezervirani, ostanemo glede tega rekreativne zadeve
pri konoplji, pri marihuani, da morda je pa prav, da vendarle naredimo en korak bolj restriktivnega odnosa do alkohola. In zdaj recimo, če bi postavili vprašanja, ki so v tem trenutku problem, veste, kaj je najbolj tragično? Če vi preberete volilne programe 8 trenutno recimo etabliranih najmočnejših strank, levih in desnih, boste presenečeno ugotovili, da v 70% primerov in vsebin so identični. Vsaj v ciljih. V enem modelu, v postopkih so različni. Se pravi, celo vrsto stvari bi mi lahko rešili že samo, če bi bili sposobni sedeti za skupno mizo. Zato se meni zdelo zelo hvalevredno, ko je predsednik Pahor skliceval pogovore vsebinske, ampak kaj je tam manjkalo? Tam je bil pogovor, potem je bilo pa konc, potem je bil pa naslednji pogovor, naslednji vsebini. Manjkalo je to, da bi rekel, z vrhunskimi strokovnjaki različnih pogledov smo ugotovili to in to in to. Na osnovi tega, dajmo narediti naslednji korak, kako bomo torej reševali zdravstvo, kako probleme v šolstvu, kako probleme v javni upravi, kako enoten plačni sistem in tako naprej. In jaz ne vidim nobene druge možnosti in tudi glede na izkušnje, ki sem hodil po svetu. Države, a ne tudi zdaj, včeraj smo zagovorili, Avstrija, Nemčija, značilnost velikih koalicij, zmožnost dogovora. Prej je nekdo rekel, kakšno partnerstvo z državljani so naredili sedanja koalicija v Nemčiji. To nam manjka. Natanko to nam manjka. In to se sicer bere v Sloveniji kot zdravstvena fantastika, ampak če bi ljudi vprašala, ste za to, bi jih 80% podprlo brez razmisleka. Kaj torej to pomeni? Dajmo se potruditi, tisti, ki smo za to, in poiščimo partnerje na levi in desni, a ste za to partnerstvo z državljani. Poiščimo stranke, ki so za to partnerstvo z državljani. To je malo podobno, kot bi rekel, participativni del proračuna v lokalnih skupnosti. A ste za to, da boste en del, bo pa se odločala tam neka krajevna skupnost. In to so konkretni koraki, ki sploh niso tako težki, ampak glejte, kaj se bo zgodilo na teh volitvah. Kot vse kaže, in je popolnoma pravzaprav irelevantno, a bo zmagal Golob ali Janša, če sta ti dve izbiri, se bo nadaljeval totalni boj. Drugi, ki nismo za Janšo ali pa za Goloba, smo pa apatridi. Ljudje brez državljanstva, ker če se, jaz vidim, me vprašajo, če ne lajkam ta pravga tvita, sem nezanesljiv, sem rekel, čakajte malo. Zato se pa res nismo borili pred 30 leti. In zato jaz mislim, da je vredno izkoristiti tudi ta predvolilni, pa povolilni čas, pa supervolilno leto, pa to dejstvo, da smo starejši, da tako kot je prej Andrej Magajla dobro rekel, ko smo pred penzionom, a ne marsikje tudi drugi levi in desni lažje bolj odkrito spregovorijo. Mi se bomo z veseljem res odzvali na te vaše pobude, bodite aktivni, širite svoje pogovore, debate, bodite previdni pri temah, kot je odpoklic parlamenta. Jaz vam se upam, zdaj pa ne bom omenil nobenega posameznika ali stranke, samo beseda odpoklic parlamenta vam lahko zruši zgodbo v pomembnem delu slovenske politike in medijev, češ ulica želi zrušiti demokratično izvoljen parlament. Jaz na vašem mestu bi se tistega dela vzdržal, zato da boste ostale dele in da bomo tudi mnogi drugi ostale dele lahko veliko bolj prepričljivo, kredibilno podprli in verjamem, da smo v stanju v naslednjih 4 letih tako glede referendumske zakonodaje, kot glede volilne zakonodaje, če že ne priti do konca, pa narediti vsaj pomemben korak naprej v pravi smeri. Seveda, jaz se absolutno strinjam z vami, da so določene stvari diskutabilne, in seveda so vsi deležniki, vsi, ki ste trenutno na političnem parketu in ki boste na političnem parketu vabljeni, tako kot je gospod Pintar povedal, k pogovorom, k usklajevanjem. Konec koncev je volilna zakonodaja nekaj, kar se tiče slehernega državljana Slovenije, torej moramo priti do tistega kompromisa, do tistega sklepa, ki bo zadovoljil potrebe in želje in vizije vseh. Me pa zanima, v bistvu, tako ko vas poslušam, nekako pod črto bi vzela, da mi potrebujemo pravzaprav
slovenske neuvrščene, če uporabim nek tak izraz iz preteklosti, ki bodo zagovarjali pa v bistvu interes ljudi, ki vidijo neko svojo vizijo, ki ni nujno polarizirana levo ali desno, ne. In vi kot stranka, oziroma gibanje večjih strank, ste se zdaj v bistvu, čeprav vas razumem, postavili na neko to neopredeljeno sredino. Me pa zanima vaše stališče do tega, da vendarle so vključene tudi stranke, so se k vam priključile tudi stranke oziroma so pobudnice povezovanja, ki so pa morda v preteklosti oziroma v zadnjih 2 letih dobile neko negativno konotacijo. Ali mislite, da bo to vplivalo vendarle na vašo udeležbo oziroma volilni rezultat? In kako to, da ste se tako raznoliki, ne? Ker če vas vsakega po svoje pogledamo in vaše programe in vaša stališča, in vas kot posameznika, se pravim, jaz rada sedem z vami tudi potem, ko se ne pogovarjamo takole na kavo in se pogovarjam in mislim, da bova 100.000 skupnih točk našla. Ampak tu v tem pa me zanima, kako mislite, da bodo ljudje to sprejeli, to vključiti? Ja, lejte, mi smo naprej povedali, mi smo šli tukaj, kot bi rekel nekdo, v odprt poker, ne. Mi smo različni. Lejte, Andrej Magajna z svojimi novimi socialdemokrati posebej poudarja NOB in tigrovstvo kot temelj enega narodnega odpora in na temeljno pravico vsakega naroda, da se upre, pri čemer je povsem jasno, da so nekatere stranke, ki so pa imajo predvsej diametralno nasproten pogled, recimo tudi pri nas, ki izhajajo iz bolj tega protikomunističnega in domobranskega kroga. Jaz osebno sem tudi iz partizanske pretežno družine, Primorci smo že itak pretežno bolj v tem krogu, ampak imamo, mi smo že v Slovenski ljudski stranki, veste, vedno imeli eno in drugo stran, smo že leta 1992 sprejeli eno deklaracijo o spoštljivem odnosu do vseh, ki so se v preteklosti borili proti vsem totalitarizmom in pomenu spoštovanja, če želimo skupaj graditi boljšo prihodnost. Druga stvar je to, kot ste rekli, mi imamo ljudi, ki so v vladi, konec koncev imamo ministra v tem trenutku, 3 ministre, tudi sama ljudska stranka v širšem krogu, državne sekretarje pa to, in ki so aktivni v tej vladi, ki podpirajo to vlado, in imamo seveda ljudi v tem gibanju, ki bi bili zelo veseli, če ne bo treba nikoli več sodelovati s tako vlado. Se pravi, imamo ene in druge popolnoma jasno. Imamo, kot smo rekli, leve, desne, konzervativne in liberalne, partizane, domobrance, cepljene in necepljene. Lejte, jaz sem eden od teh, ki nisem cepljen. In do tistega intervjuja v Delu je bila to kot ena bolj skrivnost. Jaz sem rekel, ker ste me vprašali, sem povedal. Sem rekel, pač nisem čutil potrebe, da komorkoli to razlagam, ko ste vprašali, vam pa povem, sem pač eden od približno slabih 800.000, ki se iz različnih razlogov doslej nismo cepili. Spoštujem ljudi, ki so se držimo vseh pogojev, vseh kriterijev za to, da ne bi kogarkoli ogrožali in se prizadevamo za to, da tudi znotraj gibanja, tudi kar se tega tiče, iščemo spet spoštovanje teh različnih, ker kaj se je pokazalo v Sloveniji? Tu bi se spet skoraj da streljali med sabo, da ne govorim, kako žaljive opazke so bile drug v drugem, pa šele čas bo pokazal o vseh plusih in minusih, o vseh pozitivnih stvareh in odklonih in tak naprej. Lejte, zelo različni so pogledi, ko ste vprašala, kaj nam bo ali škodovalo ali ne škodovalo. Jaz mislim, da bi nam najbolj škodovalo, če bi se skušali poenotiti tam, kjer smo različni. Ker naš naziv je Povežimo Slovenijo. To je hkrati naziv, slogan in temeljni program. Se pravi, mi vnaprej povemo, da celo v parlamentu bomo izvoljeni poslanci imeli do nekaterih vprašanj različne poglede, ampak verjamemo, da si zaslužimo zaupanje. Zakaj? Ker želimo narediti temeljno stvar, povezati Slovenijo. Če želite imeti še naprej razklano, volite Janšo pa Goloba, če želite imeti povezano, volite pa nas.
To bi rekel je moj slogan. In ker verjamem, mi smo zdaj tam po naših anketah tam med 7, 8, 9 poslancev, verjamem, da bomo šli gladko čez 10 poslancev, še z nekaj temi povezovalnimi na sredini se bomo skušali povezati in upajmo, da bomo mi tisti, ki bomo oblikovali naslednjo vlado oziroma imeli temeljni vpliv pri tem, kakšna bo vlada, kdo jo bo vodil in veseli bomo tudi vaše podpore. Jaz sem nekatere od vas celo vabil na listo, pri tem sicer nisem bil uspešen, ker smo želeli okrepiti levo krilo. Nekaj časa smo upali, da bomo dobili kočevskega župana, pa nekatere druge bolj levo usmerjene župane. Tu nismo bili ravno v celoti uspešni, ampak smo optimistični in to je, veste, če nam bo uspelo samo to, da bo zaradi tega našega gibanja in ljudi, ki bomo prek tega jih pripeljali v parlament, da se bo govorilo o tem, ker mi smo prepovedali žaljive izraze. Lejte, mi smo nekaterim, pa ne bom nobenih posameznikov izpostavljal, smo se odrekli nekaterim kandidatom, ki bi v svojem okolju veliko dobili, zato ker so uporabljali zelo grob in včasih sovražni govor. Smo rekli, to je nesprejemljivo. Mi ne moramo govoriti, povežimo Slovenijo, potem pa grobo obračunavati z ljudmi, ki imajo na neke stvari drugačne poglede. Tako da smo optimisti, zavedamo se pa, da vsaka, če hočeš narediti veliko stvar, pomembno stvar, je praviloma težka in si ne delamo iluzij, da bo preprosto. Tudi zdaj ni preprosto, včasih se je težko usklajevati, tudi naprej ne bo preprosto, ampak tako kot vi delate eno pomembno, veliko in zahtevno stvar in verjamem, da boste uspeli in vam želim veliko uspeha, tudi mi verjamemo, da delamo tako stvar in tudi verjamemo v uspeh. Ja, lejte, gospod Podobnik, čas smo prekoračili za celih 25 minut. Mislim, da bi lahko midva klepetala zdaj še kakšno urco, če ne celo dlje. Ampak vem tudi, da so dnevi dolgi in da bodo za vas tudi vse daljši, tako da vas bom danes, da vam prihranim nadaljne, oziroma da vas spustim k počitku zasluženemu, tako da, lejte, moje povabilo na kavo absolutno velja, ko boste na mojih koncih, bom vesela vašega klica, bova klepetala naprej. Nadalje, če potegnem pod črto, absolutno menim, da torej ste kompetentni sogovorniki v nadaljevanju naših prizadevanj za spremembo volilnega sistema, iščemo skupne rešitve, ki jih bomo potem tudi udejanjili, kar je najpomembnejše. Nadalje tudi referendumska zakonodaja, ki je potrebna prevetritve, je nujno potrebno jo umestiti na dnevni red, popraviti vse tisto, kar je storjeno krivičnega, vrniti odločanje v roke ljudem. Namerno vas nisem danes spraševala o vaših stališčih do, ne vem, prehrane, do ekonomije, do tega, onega, tretjega, o tem zvemo veliko na vseh drugih področjih. Jaz mislim, da to, kar smo se danes pogovarjali, je povedalo več kot dovolj, ker bistveno je tisto, kar ljudi mislimo, kar ljudi čutimo, kakšne so naše vizije. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za vse odgovore, za vsa pojasnila. Vesela sem mnogo katerih in srčno upam, da bodo tako jih dojeli tudi vsi tisti, ki so si ali ogledali naš pogovor ali si ga bodo kasneje še ogledali. Želim vam veliko uspeha na volitvah. Želim vam tudi mnogo uspeha kasneje pri iskanju najboljših rešitev za Slovenijo in za državljane Slovenije, kajti to je tisto, kar je ključnega pomena v tem trenutku in tisto, za kar si vsi prizadevamo. In jaz iskreno verjamem, da glede na to, da vas poznamo po vaših prizadevanjih, da je to tisto, kar tudi vas vodi v tem, da ste se to pot in udeležili boja za parlamentarne sedeže, kot tudi našega pogovora. Tako da hvala lepa za vse odgovore, hvala tudi gospodu Magajni, veliko uspeha in lahko noč. A smem jaz eno vprašanje še kratko minutko vzeti? Ja, seveda, gospod Grince, opravičujem, nisem videla, roka, ja, izvolite. Gospod Podobnik, ker ste posegel večkrat na finančno vprašanje, me zelo zanima naslednje.
naj bi bilo v naših bankah 24 milijard sredstev, mogoče je to stara številka, od naših varčevalcev, kar pomeni, če delimo z 2 milijona, je to 12 000 poprečno na osebo. Kdo upravlja in vrti ta denar, glede na to, da smo mi praktično prodali naše banke tujcem? Kako je zdaj s tem, ali imamo sploh kakšen doseg do tega denarja, da bi ga koristili za nas, za naše gospodarstvo? Ja, lejte, to je denar zasebnih varčevalcev, a ne, in mislim, da sicer povprečje, veste, tako, ne, kot pravijo, kot segedin golaž, ne, ampak eden ima zelje, eden ima pa meso, a ne, in verjetno gre za pač en krog ljudi, ki ima precej. Slovenci smo tudi znani po tem, da smo pri tem konzervativni, imamo nadpovprečen delež v bankah v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, ki imajo v drugih oblikah varčevanja več. Vsekakor je na mestu vprašanje, kaj narediti, da bi ljudje z zaupanjem del svojih prihrankov investirali v razvoj lastnih dejavnosti in tudi skupen razvoj družbe. A ne, to je gotovo na mestu vprašanje in se tudi v teh debatah sem jih že zasledil, ki se zdaj pred volitvami dogajajo, ampak ljudje se za to odločajo, če je visoka stopnja zaupanja, ne, če verjamejo, da bodo stvari, za katere se odločajo, da bodo tam, ne vem, njihova investicija zaščitena, da bo država skrbela, da če se odloči za neko podjetniško dejavnost, da bo skrbela za čim boljše pogoje, da bo lahko uspešno podjetniško deloval in tako naprej. Sicer pa, veste, kdo vrti ta denar, zdaj ali je prej, ko je bila, ne vem, neka banka slovenska ali pa če zdaj hrvaška ali pa, ne vem, madžarska, nemška, italijanska, pač denar je od varčevalcev, kot vemo, a ne, do 100 000, mislim, da to še vedno velja, so tudi zaščitene te devizne vloge, a ne. Jaz moram reči, kar na nek način kar cenim pogum ljudi, ki tako zaupajo trdno, a ne, tudi v teh časih turbulentnih po svetu in se ne odločajo za nekatere bolj, recimo, stabilne oblike tega varčevanja, ampak mislim, da tudi gre malo v tej smeri disperzije teh oblik. Jaz verjamem, da je eden od izzivov je prav to, kako spodbuditi, lejte, zdaj je veliko govora, kako omogočiti mladim družinam, da bodo prišli do stanovanj, do stanovanjskih hiš, pa imamo projekte, ko nekatere občine skupaj s pobudniki za hišo za 50 000 evrov vzpostavljajo pogoje, namenjajo svoje zemljišča, da bodo mlade družine prišle do svojih domov, do stanovanj, do hiš. S tem se lahko mladi lažje odločajo tudi za otroke, s tem rešujemo izjemno zaskrbljujočo demografsko sliko. Po drugi strani so pa taki projekti, če so ustrezno vodeni in podprti strani države, lahko tudi podjetniško zanimivi, in če država v sodelovanju z občinami najde model vključevanja tudi zasebnega kapitala, je lahko to ena od oblik, ki spodbudi, da bi ljudje, ki imajo večja sredstva, recimo naložena na bankah, da jih del namenijo v take in podobne projekte. Sicer pa mislim, da ne moramo gledati, da je neka bistvena razlika, kar se tiče samega lastništva. Jaz osebno sem pa tu, bom rekel, ne vem, kako se te imenujejo, ampak obžalujem, da smo se zelo lahkomiselno odrekamo in se na nek način obnašamo, ne le, da smo se odrekli vsem večina najboljših blagovnih znamk, tudi bank in vsega tega. Ne. Jaz pravim, če se Nemcem pa nekaterim drugim splača imeti del tega tudi z ustreznim deležem državnega lastništva, pravzaprav res ni bilo potrebno, da smo 5 milijard vrgli v sanacijo in jih potem pod ceno prodali in tu vmes so neke zgodbe, kjer je bilo tudi dobro, da bi morda se malo bolj še pogledalo, kako so se te stvari dogajale. Hvala lepa in veliko uspeha. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospa, tudi za povabilo na kavo, tudi z naše strani, torej Gospodinska 8 v Ljubljani, v Šiški, malo od Kino Šiške naprej. Bom zelo vesel, če se lahko kdaj vidimo. Sicer pa to ne bo lahko noč, Andrej je še zdaj v tej sobi, jaz pa prihajam, še celo noč bomo verjetno pripravljali zapisnike. Veste, 5 strank dati na skupno listo je poseben izziv, tako da bomo jutri zjutraj vložili vse kandidature, da bomo lahko nastopili na volitvah. V lik sreče. Hvala lepa. Hvala. Vse dobro želim in lahko noč, hvala za pogovor in za vse lepe misli, tako da samo pogumno naprej. Lahko noč, srečno. Hvala lepa, lahko noč.